Poudariti velja, da se učimo vedno ljudje kot posamezniki, kljub vsemu pa lahko imajo kontekst učenja, metode učenja ter namen učenja skupinske oziroma družbene značilnosti. Pri organizacijskem učenju marsikdaj prihaja do tolmačenj, ki kažejo na personifikacijo podjetij, torej obravnavo podjetij kot posameznih človeških bitij. Pogosto pišemo in govorimo, da se uči podjetje, vendar se moramo pri tem zavedati, da so vedno v ozadju skupina učečih se posameznikov in da pri učenju lahko prihaja med njimi do pozitivnih ali tudi negativnih sinergij. Prav tako pa velja izpostaviti, da se rezultati učenja lahko odrazijo ne samo na ravni posameznikov, temveč tudi skupin oziroma celotnih podjetij, ne samo v delovanju, pogledu na svet ter vrednotah in kulturi podjetja, temveč tudi v oprijemljivih artefaktih, kot so na primer izdelki. Teorije učenja opredeljujejo individualno učenje z vidika sprememb vedenja, sprememb zaznavanja oziroma kognicije, izgradnje in spreminjanja konstruktov znanja, shem, miselnih map in podobnega, doživljanja in uporabe lastnih izkušenj, pa tudi učenje v družbi, za družbo in strani družbe opredeljenega pristopa k učenju. Pojem družbe lahko razumemo široko z vidika celotnih kultur, držav ali tudi posameznih podjetij ali drugačnih organizacij oziroma združb. Da bi lahko opredelili organizacijsko učenje ter menedžment znanja, velja torej spoznati tudi teorije individualnega učenja, ki prej naštete vidike učenja pojasnjujejo, na primer vedenjska teorija učenja, kognitivna teorija učenja, konstrukcionistična teorija učenja, izkustvena teorija učenja, pa tudi družbena teorija učenja. V nadaljevanju bi samo na kratko izpostavil ključne poudarke posameznih teorij, ki so pomembni z vidika organizacijskega učenja in menedžmenta znanja, torej osrednjih pojmov našega predmeta. Vedenjske oziroma behavioristične teorije učenje opredeljujejo kot spreminjanje načinov vedenja zaradi določenih spodbud oziroma zaradi utrjevanja. Pogosto pri tem govorimo o pogojevanju. Če na primer nekdo naredi nekaj dobrega, ga lahko pohvala pripravi do tega, da svoje pohvaljeno dejanje ponovi. Če se mu pohvala izreče dovolj hitro in vedno, ko naredi določeno zadevo dobro, potem zelo verjetno ponavlja takšno vedenje, kot se ga od njega pričakuje. Podobno se seveda dogaja tudi pri kritiki oziroma kazni, kar naj bi vodilo v prenehanje ali spremembo neustreznega vedenja. Utrjevanje se lahko dogaja tudi preko izostanka pohvale oziroma izostanka kritike. Vedenjsko učenje se ljudem nezavedno dogaja marsikdaj. Tako nas kot voznike ali pešce vzgaja policija, ocenjevalni sistemi v šolah in podobno. Z vedenjskim učenjem tesno povezujemo tudi postavljanje vedenjskih in rezultatskih ciljev, saj preko nagrajevanja ali kaznovanja, doseganja ali nedoseganja ciljev v podjetjih, na primer spodbujamo želeno vedenje zaposlenih. Spoznavne teorije temeljijo na tezi, da se človek uči preko procesiranja informacij za namen reševanja problemov. Posledično prihaja do sprememb v kognitivnih procesih. Posamezniki posvečajo pozornost drugim stvarem, si zapomnijo novosti, drugače presojajo, sklepajo na stvari, o katerih do tistega trenutka niso razmišljali, vrednotijo, kaj je dobro in kaj slabo, povezujejo med sabo do tistega trenutka nepovezano, oblikujejo nove jezikovne zveze, si miselno predstavljajo in rešujejo probleme. Spoznavni teoretiki menijo, da do sprememb vedenja prihaja šele na podlagi sprememb v kognitivnih procesih. Konstrukcionistična teorija izhaja iz spoznavnih teorij. V proces učenja pa dodaja časovni vidik. Meni, da je razvoj novih idej oziroma znanja osnovan na trenutnem in preteklem znanju. Znanje je glede na konstrukcionistične teorije miselni konstrukt, ki ga posamezniki ves čas nadgrajujemo in dopolnjujemo. Več kot ima posameznik izkušenj, večja kot je njegova absorpcijska kapaciteta, več novega znanja zmore pridobiti in uporabiti. Več kot je v spominu shranjenih vzorcev, bolj smo ljudje pripravljeni sprejemati nove vsebinsko povezane informacije, pa tudi zmožnost uporabe novega znanja je odvisna od količine
in vrste predhodnega znanja, tudi dobrega poznavanja teorije. Konstrukcionisti govorijo tudi o preobrazbenem učenju, pri katerem posameznik spreminja obstoječe ter ustvarja nove pomenske sheme, spreminja svoj pogled na svet, svoje prepričanja, predpostavke, domneve, pa tudi pričakovanja. Spremembo posameznikovih pomenskih perspektiv, ki delujejo kot zaznavni filter in opredeljujejo posameznikovo razumevanje sveta, se spreminja tudi njegovo vrednotenje idej, njegove misli, čustva in v končnem koraku tudi odločanje in delovanje. Izkustvena teorija učenja izhaja iz znamenitega Kolbovega kroga izkustvenega učenja. Slednji temelji na doživljanju oziroma enkratni izkušnji, učeči se posameznik, ki jo doživi, z razmislekom in racionalno analizo doživetega razvije svoj koncept, s katerim modelira resničnost, ki jo je doživel za izkušnjo. Na podlagi razvitega koncepta oziroma razvite akcijske teorije se potem odloča in ustrezno ravna, ter s tem preizkuša za izkušnje naučeni koncept. Izkušnje, ki jih pri tem doživlja, sprožajo nove kroge izkustvenega učenja, ki lahko vodijo v spremembe konceptov oziroma akcijskih teorij. Kot teorija učenja, ki temelji na izkustvenem učenju v realnem podjetniškem okolju, velja na tem mestu omeniti tudi akcijsko učenje, ki pa deloma vsebuje že sestavine družbenega učenja, učenje v skupini in pod vodstvom mentorja. Družbene teorije učenja izpostavljajo, da se ljudje vedno učimo v družbi oziroma v skupini. Kot primer družbenega učenja lahko omenimo tudi tako imenovano socializacijo, vendar ne v smislu Nonakinih procesov ustvarjanja znanja. Govorimo na primer o socializaciji, ki poteka v družinskem krogu, v šoli in podobno. Družbene teorije izpostavljajo, da ne gre le za učenje v družbi, temveč da so običajno tudi družbe tiste, ki določajo, kaj se bo učilo in česa se ne bo učilo. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz družbenih teorij učenja, je tudi ta, da se ljudje, tudi odrasli, bolje učimo in bolje razvijamo pod okriljem mentorja. Tudi ko vse kaže, da smo v celoti izpolnili svoj genetsko opredeljeni razvojni potencial, nam lahko dober mentor pomaga, da se razvojno gledano premaknemo še stopničko višje. S teorijami družbenega učenja lahko povežemo tudi tako imenovane skupnosti izkustva, v okviru katerih se lahko v podjetjih prenaša znanje od bolj do manj izkušenih, poleg tega pa se lahko išče tudi nove, dobre, inovativne ideje. V ustvarjalnost in inovativnost pa so še posebej usmerjena zunanja učeča se omrežja, v okviru katerih se povezujejo na primer podjetja, visokošolski zavodi in raziskovalni inštituti. Torej, če sedaj teorijo učenja povežemo z menedžmentom znanja, lahko izpostavimo nekaj pomembnih praks, ki bi jih veljalo v podjetjih uveljaviti. Prvič, pomembni so učni cilji, spremljanje njihovega doseganja ter ustrezna politika nagrajevanja. Drugič, povratne informacije so ključne. Tretjič, spodbujati velja timsko delo in izmenjavo izkušenj. Četrtič, mentorji so pomembni. Petič, zaposlenim je treba omogočiti ustrezne izkušnje ter možnosti za njihovo analizo. Šestič, zaposleni potrebujejo čas za razmislek in uveljavljanje vedenjskih in kognitivnih sprememb. Sedmič, ustvariti velja ustrezna družbena pričakovanja glede znanja in učenja. Osmič, učenje naj bo povezano s konkretnim delom. Devetič, spodbujati velja eksperimentiranje ter rotacijo med delovnimi mesti.